Nezadovoljni pa so tudi številni vozniki, ki prečkajo mejo na Škofijah. Delavci Direkcije za ceste in cestnega podjetja Koper so zaradi rušenja odslužene infrastrukture spremenili prometni režim. Ta pa je, kot smo se prepričali tudi sami, razumljiv le postavljavcem samim. Vožnja mimo mejnega prehoda in po bližnjih cestah pa vse bolj podobna ruski ruleti. Po načelu, kdo bo prvi povzročil prometno nesrečo, vožnjo vzvratno po enosmerni cesti. V slabe pol ure je naša ekipa v objektiv ujela vsaj 5 voznikov, ki so se preizkušali v drznosti vožnje. Kroženje mimo bencinskega servisa in zabaviščnega centra, iščoč obvoz, ki nima izhoda. Večina voznikov, ki ne pozna druge možnosti stare ceste čez Plavje, na tem križišču čaka in razmišlja, kako naprej. In še zavijanje mimo cestnih oznak pa vožnja v nasprotno smer. O jasnem opozorilu, da je vožnja po tem delu ceste izjemoma in začasno mogoča tudi za tiste brez vinjet, ne duha ne sluha. Na Darsu so nas poučili, da je vožnja brez vinjete tu tik ob meji mogoča le do zaključka rušilnih del, a voznikov doslej o tem ni poučil nihče, sploh pa ne tistih, ki dobro poznajo četico darsovskih inšpektorjev z daljnogledi v rokah, ki čakajo na malopridneže brez vinjet. Tu je nadzor popoln. O zunanjih svetovalcih tu ni dileme. Najbolje opravijo delo, kar zaposleni sami. Ob tem pa preizkušajo umske sposobnosti vseh, ki se nič hudega sluteč odpravljajo v službo ali na počitnice.